Neka disciplina nova, ne? Danes je veliki dan. Zadnjič barvamo s takimi. Še pol tele je. Barvami za odrasle. Sem še tu imamo. Tega zmanjkam. Gotovi smo. Res je vroče s piknikom, ko me živijo. Konec poletja sva do konca prebarvala najin Piči Miško kombi Iveco Daily, gigantski velikan, 7 metrov dolg. Porabila sva full barve, ampak v bistvu vse sem vam bolj specifično predstavila par vlogov nazaj, tako da za vse, ki vas zanima, si ga poglejte, ga bom tudi spodaj polinkala. Postopek je bil v bistvu bolj simpel, kot sva mislila, glede na to, da sva tu delala prvič. In tu pa še glih tukaj, da gre skup, tle je še luft noter in tu znotraj daš, samo to pustiš, tako da centi pa pol. Tukaj da še pištola pol not pride, ne. Ti na tu daš pištola? Ja. Okej. No, in tu pol vsaj 2 minute moraš premučkati. Tako. Uporabila sva barvo Raptor, zato ker sva si želela točno specifične teksture, ki jo boste tudi lahko kmalu videli od blizu. A barvenje kombija je bil v bistvu šele začetek najine prenove. Takole izgleda, vrhunsko je. Tudi Klemen pravi, da je bilo delati za to barvo ful fino, zelo je prekrivna, ful je vse tako enotno. Tudi Raptor vse, celo hišo z Raptorjem pobarvaš, obleke. Roke, manikura, pedikura. Všeč mi je tudi tekstura in vse skup, tako da tole zdaj pa postaja zelo, zelo zanimivo in zelo navdušujoče. Evo, tu bodo tla, Piči Miško tla. Prišli smo v fazo svašta. Ja se ni slabo. Imamo kakšen bolj oranž špahtelj. Može biti dost bliz. To recimo pa kumečkano. Pa tu reko putrček, glej to. Ja. Naslednji korak prenove pa je bila notranjost. In prva stvar, ki sva jo morala narediti, je, da sva sčistila kombi. Namreč v tem obdobju barvanja in vsega je bilo zelo priročno, vse, kar nisva rabila, kar v njega porint, pa pač se ji ne vidiš, pa je dobro. Ampak potem je bilo pa treba tu vse sčistiti, kombi je bilo treba pomesti. Potem je meni dal Klemen nalogo, da silikon stran odstranjujem, on je pa pobrusil rjo, če je bila kje rja. Proti večeru so se pa še malo pomenila, kje bodo kakšne stvari. To je res tvoja dream kopalnica? Ja. Wow. Solidno.
bil to? Kosta. Kako se pa so se živo sanjal? Jaz tudi. Kje si ti? Pridi tukaj meni. Kaj piknik, gremo na sprehod? Naslednji dan se je prenova nadaljevala in sicer sva odstranila v silikon, jaz sem pol tudi vse pobrusila. Aha. Iz Srbije. Sem se mogoče... Še lisička ne vidimo? Napiš žalost. Reklama za Della Spina. Ja, res. What would Della Spina say? Mislim, jaz kaj veliko večjo ne, pa ali to bo res še podem bo iščel. Ne, da tudi, če bi dal bo silikon že dosti držal, ne. Ko nisem imela več kaj zadelati, me je pa Klemen še dal odstranjevati ta lepilni trak, ki sva ga pozabila, da dol iz oken in to je bilo tako najbolj grozljivo delo ever, tako da ne priporočam, dajte stran lepilni trak, pravočasno. Za večerjo sva šla pa do prijatelja, ki je pekel pice in so bile fenomenalne. Tako da odličen zaključek tega delovnega dneva. Ja, ampak zdaj se tako lepo kadi. To veš, tako hitro se nehale. Kar se tiče tav, je potem Klemen nadaljeval s prenovo sam, tako da nimam veliko posnetkov, ampak postopek je bil nekako tako. Najprej sta z mojim očetom nanesla gor primer, to je ta črna reč. Potem je z svojim očetom gor nalimal remeljčke. Wow. Potem je bil pa naslednji korak izolacija. In zaključek topolov les, topolove dele. In tako so bila tla narejena. Naslednji korak je naštudirati dobro elektriko, ker pol gremo pa hmal obijati. Are you excited? Because I'm excited. Se vidimo kmalu. Ciao.